Prisrčen pozdrav vsem, ki ste se tudi tokrat odločili, da nekaj svojega časa namenite ogledu naše tedenske informativne oddaje Bistriški TV tednik. Županski kandidatije oziroma kandidatkinje so odtekli še drugi krog, kjer je bilo to pač potrebno. Kot kaže, pa bo v posameznih občinah potreben še tretji krog oziroma dodatno preštevanje glasovnic ali celo žreb, se pravi loterija. Da si ravno so volitve tako ali tako svojevrstna loterija. Veliko jih igra ali, če hočete, voli, dobitno kombinacijo pa ima samo eden, se pravi župan. Kakorkoli že, Bistriški tednik je tokrat bolj kulturno obarvan. Vsakoletno srečanje inovatorjev in jubilantov Impola. Koncert moškega pevskega zbora Alojza Avžnjarja Zgornja Ložnica. Ta veseli dan kulture v DPD Svoboda. Srečanje članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica. Skupina Impol vsako leto pripravi srečanje za svoje jubilante in inovatorje. Na tradicionalni slovesnosti v Viteški dvorani Bistriškega gradu so v petek 30. novembra jubilantom, ki praznujejo 10, 20, 30 ali 40 let zvestobe Impolu, podelili zahvale, inovatorjem leta v posameznih družbah pa posebna priznanja. Letos je v enem izmed najbolj uspešnih slovenskih podjetij 19 inovatorjev in 100 jubilantov. Priznanja in zahvale so podelili Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor Impola in direktorji posameznih družb. Andrej Kolmanič je uvodoma povedal. Počasi se poslavljamo od leta 2014, od leta, ki nam je predstavljalo ogromno izziva. Poslavljamo se od leta, v katerem smo nadaljevali z rastjo preteklih let, nadaljevali smo z rastjo, ki nam omogoča razvoj nam omogoča ostati na tem trgu, kjer se mi nahajamo. Zdaj, glede na to, da smo malenkost v širši skupini, je mogoče dobro, da ponovimo vse te izzive, ki smo jih imeli v letu 2018. Podarimo samo tiste, ki se mi zdijo najpomembnejše. Zdaj, začel bom po zemljepisno najvišjem položaju na lokaciji Slovenska Bistrica. Začel bom v Stambalu, kjer smo v letošnjem letu postavili in zagnali novo izsekovalno linijo. Če gremo malo nižje, pridemo v PCP, kjer smo postavili nov obrat, ravno včeraj tudi postavili novo stiskalnico za proizvodno profil. Zraven tega že postavljamo tudi novo skladišče in pa regalno skladišče vhodne surovine. Če se spustimo spet malenkost nižje, pridemo v Bivarno, kjer smo postavili popolnoma novo linijo za taljenje in litje tako drogov kot bram, ki nam bo leto omogočilo dodatnih 30 000 proizvodnji. Če gremo spet malenkost nižje, pridemo v FT, kjer smo dobili novo hladno valjarno, kjer smo zaustavili tudi staro toplo valjarno. Malo nižje ali pa še v FT-ju moram reči, postavljamo tudi novo linijo za hladno predelavo oziroma za izrezovanje aluminijevih valjenih izdelkov. Če gremo spet malenkost nižje, pridemo do finala. Kot lahko vidite, smo postavili popolnoma novi obrat za neke nove izdelke, ki nam pomagajo ali pa nam odpirajo nekaj možnosti na našem tržišču. Zdaj, če se od premaknemo v Šibenik, se spet lahko pohvalimo z investicijami, ki se tam dogajajo. Popolnoma smo obnovili, oziroma smo zdaj, bomo rekli, lahko v zaključni fazi obnove obstoječe tople valjarne. Postavili smo novo peč za homogenizacijo drogov, prav tako na lokaciji Šibenik postavljamo novo linijo za razrez aluminije pločevin. Če gremo pa še malenkost nižje v Šibenik, v Seval, tudi tam se ogromno dogaja, tudi tam smo se lotili obnove tople valjarne. Postavili smo novo peč, prav tako za homogenizacijo bram, pripravljamo še pa marsikatere druge projekte. Zdaj, seveda, pri vseh teh izzivih je potrebno izpostaviti, da je bilo vloženo ogromno truda, ogromno odrekanja vseh naših zaposlenih. Zdaj, treba tudi poudariti, da ogromno teh
projektov ali pa izzivov izvajamo, pri nas poteka redna proizvodnja. Vse to izvajamo na tak način zato, ker smo v to prisiljeni, če se želimo obdržati na trgu, na katerem se nahajamo. Zdaj, res poleg vseh teh investicij, ki se pri nas dogajajo, tudi potrebno poudariti, da do konca tega leta želimo pridobiti standard za letalsko industrijo. Prvi korak je že narejen, drugi korak pričakujemo do konca leta, to je pa korak, ki nas pelje popolnoma nek drugi svet, pelje nam korak, ker je pa poslovna odličnost izrednega pomena. Zdaj, morda ima nekdo občutek, da so gospodarske razmere zelo dobre, da je vse lepo, ampak mi, tisti, ki se pač s tem toliko bolj ukvarjamo, lahko rečemo, da gospodarske razmere v tem trenutku na trgu niso zelo dobre. Enako lahko velja tudi za politične razmere. Zdaj, če gremo na gospodarske razmere, se celotna Evropa, lahko rečem, srečuje z zelo veliko konkurenco na tržišču. Isto tako se srečujemo z ekstremnimi podražitvami energentov, drži se elektrika, držite se plin, držijo se tudi tehnični plini, seveda isto tako pa tudi rastejo naše želje. Kar se tiče političnih situacij, moram povedati, da se tudi skupina Impol ubada za samo nabavo surovine. Tukaj tudi imamo ogromne težave. Zaradi celotne situacije se elektrolize aluminija v Evropi zapirajo. Ruskega aluminija si nekateri naši kupci ne želijo in zato se v nekaterih trenutkih nahajamo v takem začaranem krogu. Zdaj, iz vsega tega nas pelje samo prestrukturiranje. Skupina Impol se mora začeti ukvarjati z izdelki, ki nam prinašajo neko novo dodano vrednost. Spustiti se moramo v branže, kjer bo naše prodajne marže večje. Zdaj, vse to pa lahko uspemo samo tako, da nadaljujemo z razvojem, da nadaljujemo z rastjo, da nadaljujemo z našo inovativnostjo, da napredujemo v naši digitalizaciji in pa jasno tudi v sami produktivnosti, ki je pa izredno pomembna. Zdaj, dobil sem eno tako novato, da grem rad po celotni tovarni. Ko pogledam vse te ljudi, pa njihovo zagnanost, bi jaz rekel, da s tem ne bomo imeli težav. Če sem zdaj na tem delovnem mestu nekoliko bolj vključen tudi v prodajo, ali pa rekel v kontaktu s prodajo, kjer je dosti kar slišal, da tudi naši kupci opažajo to našo lojalnost, našo pripadnost, predvsem to podarjam za zaposlene in to nam daje neko možnost za obstop. Zdaj, skupina Impol daje ogromno poudarek na medsebojnem spoštovanju, na družbeni odgovornosti. Mi bomo z vsem tem nadaljevali. Skupina Impol bo nadaljevala za tem, da postavlja vse zaposlene na prvo mesto. Seveda pa tudi mi pričakujemo, da boste vsi, oziroma da bomo mi vsi postavili tudi Impol na številko 1 med našimi prioritetami. Samo na ta način nam bo uspelo, da se obdržimo, kjer smo ta boljši športniki, ali pa najboljši športniki ogromno krat poudarjajo, da na vrh je enostavno priti, na teže pa se obdržati. Skupina Impol na določenih segmentih se uvršča na vrh same Evrope in če bomo želeli tu ostati, bomo morali zelo dobro stopiti skupaj, biti lojalni in se poslušati. Zdaj, skupina Impol je, ali pa vzhoda skupine Impol je v rokah nas vsakega posameznika. Zdaj, če mi vsako posamezniku daje energijo, se bo ta energija širila in s pomočjo te energije bomo mi lahko premomali vse izzive, ki so pred nami. Glede na vse videno do zdaj, lahko samo rečem, da se veselim prihodnosti, ki nas čaka. Udeleženci prireditve so si ogledali tudi nov predstavitveni film skupine Impol, delo studia Virc, ki je med drugim tudi avtor uspešnega filma Houston, imamo problem.
Za glasbeni del programa pa je poskrbela skupina Zebra. V petek 30. novembra so člani moške komorne skupine KUD Lojze Aužner Zgornja Ložnica v telovadnici osnovne šole na Zgornji Ložnici pripravili tradicionalni letni koncert. Na koncertu so se jim pridružili tudi glasbeni gostje, in sicer moški pevski zbor KUD dr. Pavel Turner iz Frama in podeželske mladenke Društva podeželske mladine Ložnica. Za dobro voljo in vedro razpoloženje sta poskrbela humorista Danilo Janžič in Peter Mlakar. Sem fant iz zelenega Štajerja, sem zmeran korajžen vesel, ker dom se pa jizno in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni. Na Štajerskem hribcah lepo zeleni in trtica vinska rodi in vsi ga tam zdravi veselo pijo in pesmi si zraven pojo. In pesmi si zraven pojo. Kako bi se jaz pač najkislo držal, kako bi veselo ne pil. Sem fant iz zelenega Štajerja, saj mene vse rado ima. Saj mene vse rado ima. V ponedeljek, 3. decembra, so DPD Svoboda, Zveza svobod in kulturno-umetniško društvo Mimogrede v Domu svobode v Slovenski Bistrici pripravili svečanost ob dnevu Ta veseli dan kulture in 100-letnici smrti pesnika, pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. V okviru programa prireditve so odprli likovno razstavo članov KUD Galerija Mimogrede, posvečeno staremu mestnemu jedru, ter fotografsko razstavo članov sekcije Tutti Foto, prav tako posvečeno staremu mestnemu jedru. V nadaljevanju so izvedli še recital Moja mladost, posvečen Ivanu Cankarju. V kulturnem delu programa so sodelovali ženski pevski zbor DPD Svoboda in ljudske pevke DPD Svoboda.
Cankarjeve črtice so interpretirali člani literarne in lutkovne sekcije Judita Kamenšek, Romana Žnidar, Eva Cehtl, Janja Potočnik in Niko Turk. Za vokalno-instrumentalno spremljavo sta poskrbeli Mirela Jurič in Ana Fric. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je v torek, 4. decembra, v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici pripravila tradicionalno svečano prireditev, s katero se svojim članom zahvali za doseganje zastavljenih ciljev. Zbrane je uvodoma nagovorila Silvija Strižič, predsednica območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica. V minulem obdobju je zbornico kot njen predsednik uspešno vodi gospod Milan Skrbiš, za kar se mu ob tej slovesni priložnosti najlepše zahvaljujem. Zaupano vodenje v novem obdobju bom nadaljevala z vso predanostjo in odgovornostjo članstvu ter zavedanjem, da noben uspeh ne nastane kar tako. Prizadevala si bom, da bo naša zbornica ponos in zadovoljstvo svojih članov. Zavedati se je treba, da je obrtno-podjetniška zbornica reprezentativni predstavnik obrtnikov in podjetnikov, zato potrebujemo močno organizacijo, ki bo povezala vse nas, samostojne podjetnike ter mala in srednja podjetja, saj bomo lahko le skupaj nastopili kot pomemben pogajalec z vlado in sindikati ter upoštevanja vreden sogovornik. Vpliv in veljavo naše zbornice moramo še bolj okrepiti in biti glasnejši v zastopanju naših interesov za oblikovanje okolja, v katerem lahko delamo bolje. Nove rešitve za člana bomo najbolje ustvarjali skupaj s člani. Največ lahko dosežemo prav z dinamično sinergijo vseh nas, skupaj moramo iskati pozitivne rešitve. Več nas bo, bolj bomo povezani, lažje nam bo uspelo in boljše pogoje poslovanja bomo imeli. V želji biti kakovostna podpora svojim članom si zbornica prizadeva nuditi ustrezno strokovno pomoč in biti odgovoren del poslovnih zgodb v svojem okolju, za kar se zahvaljujem sekretarki Olgi Kampoš, zbornice dosegljivi za vsa vaša vprašanja in potrebno pomoč. Hvala tudi vsem članom, da nas podpirate v upravnemu in nadzornemu odboru ter ostalim, ki zbornici kakorkoli pomagate. Želim si, da bo naše sodelovanje tudi v prihodnje tako in še bolj uspešno. Tudi letos bomo podelili jubilejna priznanja našim članom, ki že vrsto let uspešno upravljajo obrtno dejavnost. Imamo 14 članov, ki praznujejo okrogli jubilej. Vsem so namenjene iskrene čestitke. Na slovesnosti so podelili priznanja za 10, 20, 30 in 40 let članstva v zbornici. Priznanja za 40 let članstva so prejeli Frešar Jožef, avtoprevozništvo, Top Tap tapetništvo gostinstvo Irena Gregorič, z studio Nega Las osebne in poslovne storitve Vojka Tamer Lešnik ter prevozi Pušnik Borut. Dobitniki posebnih letošnjih priznanj zbornice pa so podjetje Avtoskrbiš, gostilna Turizem na posestvu Goričan Janja Goričan, hotel Jakac in Sattler okna in vrata. Prireditve se je udeležil tudi Ivan Meh, podpredsednik upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije. Dogodek so popestrili z ogledom komedije Štajerc v Ljubljano izvedbi Kut Štefana Romeha Čerešnjevec in nastopom moškega pevskega zbora Obrtnik Slovenska Bistrica Polskava. Naš Gannes
Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kaznivih dejanj so obravnavali 18 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, 5 goljufij, lahko telesno poškodbo, poškodovanje tuje stvari, 2 grožnji in 3 druga kazniva dejanja. Slovenska Bistrica. 3 neznane storilke so zvečer v eni izmed trgovin odtujile 2 para čevljev. Z dejanjem je trgovina oškodovana za 60 evrov. Zgornja Polskava. Neznanec je dopoldne na parkirišču pokopališča z razbijanjem stekla vlomil v vozilo. Iz vozila je odtujil 2 ženski torbici. Materialna škoda znaša 2500 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v enem izmed bencinskih servisov svoje vozilo natočil skoraj 54 litrov goriva in s kraja odpeljal neznano kam. Z dejanjem je bencinski servis oškodovan za dobrih 68 evrov. Neznanec je na enem izmed bencinskih servisov svoje vozilo natočil dobrih 44 litrov goriva in s kraja odpeljal neznano kam. Z dejanjem je bencinski servis oškodovan za slabih 60 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 11 prometnih nesreč. Obravnavali so 2 nesreči, ki sta se končali z lahko telesno poškodbo. V 5 primerih so odstopili od kraja ogleda, 4-krat so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom, 2 povzročiteljema prometne nesreče pa so izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so na okrajno sodišče v Mariboru podali en obdolžilni predlog in izdali 39 plačilnih nalogov. Začasno so vzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so posredovali v 3 primerih, od tega 2-krat v zasebnih prostorih in 1-krat na javnem kraju. V enem primeru so kršitelji izdali plačilni nalog, v 2 primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Policisti so obravnavali tudi samomor. S tem pa tudi zaključujemo informativno oddajo TV Studia Bistrica. Imejte se lepo, kjerkoli že boste, pa srečno do prihodnjič.